Pozdravljeni vsi skupaj. Hoče, bomo šli bolj počas, še nekaj minut, zato da se čim več ljudi nabere. Tu sedim z mogoče najbolj plodnim slovenskim avtorjem in to v številnih koncentričnih krogih, ki se samo širijo. Sedim zraven človeka, za katerega ves čas mislim, da ne spi. Še več, zdi se mi, da je fantazma, ki se je nekako naselila v mojo podzavest. In po moje tudi našo kolektivno, glede na to, na vse prisotnost Marcela Štefančiča Juniorja. Marcel si verjetno najbolj ploden slovenski pisec, filmski kritik, lokalni in globalni družbeno-politični analitik, voditelj resnično legendarne televizijske oddaje v 4. stoletja, ki si voditelj leta 98, če se ne motim. Pa še marsikaj bi se našlo. Si izničil čas? Ali si ga izum? Ne, samo v Sloveniji, pač kaj pa nekaj človek drugega počne? Kaj nek človek drugega počne v Sloveniji? Lej, zime so dolge, zdaj za razliko od zim nekoč, ki so zime še zgledale kot zime, imaš praktično enletni čas, ves čas, sivino, trmo in tako naprej. To traja 8 mesecev, zdaj smučam, v naravo ne hodim, zato sem se preselil zraven narave, da se izognem te izkušnje, da bi hodil na dolge sprehode v naravo. Stanujem ob avtocesti, tako da grem lahko, bi rekel, čist zraven avtocesti, tako da ne zapravljam časa s tem, da se prebijam skozi promet. Da se ne hodim na zabave, ne hodim na sprejeme, ne hodim tja, kjer se običajno zbirajo ljudi, ki jim čas organizira neko drug. Razumeš? Ne, seveda ne, kime se ljudi, ki jim čas organizira nekdo drug, pa si zmagal, pa imaš ves čas tega sveta, ne se kaj. Ampak za tak preboj vsemu času tega sveta mora obstajati neka neverjetna motivacija, neka ambicija, verjetno tudi končni cilj. Tebe razumem kot uličenje nekega radikalnega protestanta. Ne, mislim, stvar je bolj banalna. Z leti se stariš, spominci se bolj peša, tako da moraš čim več zapisati, da si zapomniš. Ti si začel bolj pozabljati, če predno si začel pisati. To je to, najboljši spomin imaš tam do 12. leta, se mi zdi. Takrat se ti zgodi vse tisto. Kako se spomniš? Ja, pa vsi tisti miti se zgodijo, vsi ti mitske stvari se zgodijo, ki te v nekem smislu formirajo določeno. A veš, bi se odločil, boš arheolog ali Indiana Jones. Po dolgih letih, Marcel je napisal, če se ne motim, tam nekje 80 knjig, mislim, da še sam, pa poznaš knjigo. Tam je človek, ki jih je največ izdal. No, ampak jih še vedno šteje. Ne, mislim, da je rekel. Si rekel, ne? Cirka 80, mislim, da je rekel. Letos si dobil Rožančevo nagrado, vem, da si ljubitelj fuzbola, vem, da si imel Rožanca zgoraj. Je tako kot vrh slovenske literature, po mojem potovanju. Kje sta se vidva v tem trenutku najdla? Midva sva se našla, jaz Rožanca nisem v življenju nikoli srečal. Vem, da je nekoč zapaljeval neko mojo žlahtnico v Mariboru, takrat, ki je bil izgnan v Maribor, in kot tacka sem ga jaz poznal v svoji familiji, ker je bil to nek taka urbana legenda, ki je krožila po familiji. In to je bil zame, ker sem bil mulj mala in Rožanec. Kasneje pa, zdaj, če gledam, kaj naj druži, prva stvar je fuzbol, druga stvar je film. Torej, Rožanec je bil obrisan na film. Tudi napisal je nekaj odličnih scenarijev filmskih. In tretja stvar je, po vokaciji je bil vendarle esejist, ampak atipičen esejist, tako kot sem jaz pravzaprav atipičen esejist. Jaz nisem tipičen esejist. Sploh pa ne sodim v to šolo tega osebnega eseja, ki je zdaj zelo popularen, tako globalno, in ki je zlasti po zaslugi interneta postal še popularnejši. Ja, je osebnega eseja, kjer ta, ki piše esejist, v glavnem govori vse. V glavnem govori vse. Zdaj, to je spet ena izmed stopnjevanj narcizma, te dobe narcizma, v kateri živimo. Ko pišeš esej, ne vem čem, v glavnem pol pišeš samo sebe. To je ta forma osebnega eseja, ki se v glavnem zvede pol na koncu, da se pogovarjaš sam s sabo. Ostali pa vredno vabljeni, oziroma od ostalih zahtevaš, da to, kar ti misliš o sebi,
jemljajo kot neki univerzalni. In to v internetnem seveda tomu. Ti prihajaš iz radikalno analogne dobe. Spomnim se, moje je bilo točno 20 let nazaj, pa me pravi, če se motim, ko si imel še časih globoko, ko sem še mestem na Dini, skoraj pripravljeno globalno filmsko enciklopedijo, analogni verziji, delo si kržvalni. In potem pride internet. Ja, internet me je ubil, to je res. Jaz sem na začetku koncu 80-ih sem začel pisati enciklopedijo filmskih igralcev, tako svetovno. To je bilo okrog 5000 igralcev noter. 2500 sem jih obdelal prvi do črke J in potem je dobesedno eksplodiral internet. Zdaj, da bi bilo bolj jasno, kaj to pomeni. Zdaj, tisti, ki ste mlajši, recimo, nekaj vas je, si ne znate predstavljati, kaj to pomeni. Do takrat je bilo treba filmografije igralcev. Zdaj, za te neke velike zvezde, so obstajale neke filmografije, po teh enciklopedijah, pa knjigah, pa tako naprej. Ampak za vse ostale igralce, je bilo treba pa to na roko početi. Skratka, jaz sem tam dobesedno za številne igralce sestavljal filmografije njihove na roko, kar pomeni, da je to jemalo ogromen časa in tudi, tako rekel, ogromen denarja. In potem sred tega je eksplodiral internet. Jaz se spomnim še danes se spomnim dneva, ko je prišel Boris Čibaj, ki je na delu, takrat je bil na Mladini. In on se je takrat vrnil z Amerike, kjer je imel neko štipendijo, mislim, da za eno leto, nekaj takega. In je prišel nazaj, jasno, ves navdušen nad novo stvarjo, ki se je reče internet, in takoj, ko so preklopili na Mladini internet, smo bili enega prvi, ki smo ga imeli v Sloveniji, mi je pokazal, gled, tle je pa neki zate, in mi je pokazal IMDb, skratka, Internet Movie Database, in gor si kliknil in se ti je prevrtela filmografija vsakega igralca, praktično, že takrat na začetku je bilo vse. Tako da to je bil dan, ko je ta moja analogna enciklopedija filmov igralcev, da so padlo v vodo. Ker potem je bilo v nekem smislu nesmiselno nadaljevati. Tako da, to... Je bilo brez podaljškov? Nisi nič še kurno naprej? Ne, nič se nisem kurno, ampak je pa tle verjetno, da eden izmed razlogov, zakaj sem postal bolj tako plodn. Moral sem nazaj dobiti ta čas. Moral sem not prenesti to, kar sem tam. Mogu si investirati ogromen časa, da si imel še nekaj časa. Ja, sem še nekaj časa. In se zdi, da je to, ampak še zdaj imam občutek, da nisem odličen. Da sem še zdaj na zgubi. Ti si končen? Da sem še zdaj na zgubi. Da sem še zdaj čas... Neoliberalizma. Ja, da sem še zdaj na, veš... Še občutek krivda me zraven. Ja, mislim, da tle je, veš kako je, pisanje knjige tako, podobno kot s filmi, to je bitka s časom. A veš, se veš, bi rekel, najboljši filmi so izmeri filmi o denarju in času, obene, Leone, a veš, dolarska trilogija, njegovi westerni, pač, filmi so zgodbe o denarju in času, eno in drugo, o tem, in tudi, knjige je nekaj drugega, ko pišeš knjigo, ne rabiš budžeta, tako kot ga rabiš pri filmu, vse v Sloveniji, v Sloveniji si delamo brez budžeta, ja. Delamo brez budžeta, tako da jaz vedno zavidam tem velikim trgom, kot je ameriški, ker recimo to, da ti greš napisati biografijo nekoga, dobiš najprej orjaški predujem, dobiš nekaj asistentov, orjaški budžet, s katerim potem v 2-3 letih, ali pa 4, proizvedeš tako biografijo nekoga in kjer greš pravzaprav v njegovem življenju od dneva do dneva, kako jim to uspe, mi ni jasno. Ampak ti imaš, ali bi rekel, za kakšnega Jima Thompsona, koliko je pri nas poznan, to je dobesedno obskuren pisec kriminalk, ampak biografija je pa taka in gre od dneva po dneva, od dneva do dneva, in to mene zmeri fascinira, kako jim to uspe, ampak trik je v budžetu, če imaš ti orjaški budžet, in zato je tudi, bi rekel, ena izmed travm slovenskega naroda, da nimamo biografije. Njeno biografije zelo površne, take narejene, fenovske, narejene zelo na hitro, napisane tako, kot so se pisale pred, ko bi rekel, epistemološkim prelomom v pisanju biografij.
No, se smo vmes padli v obdobje selfijev in socialnih omrežij, imamo neskončno število avtobiografij. Tako da v tem pušča dolgo svet, ne. Zdaj bo morda spet lažji, ne. Zdaj se bojo lahko končno začeli slovenski biografi obnašati tako kot, ne vem, te zahodni biografi, ne. Imeli bo že dosti materijala, takole. Ready-made. Ja, sam pritisni bojo dobiti sled. Samo za sekunde, če se še vrnemo v tvojo, ta oster res iz analognega v digitalno. Kako je potekal? Dramatično. Ja, to že, ampak kako je točno, višji detajle? Detajle je bilo tako, da so prišli na mladino računalniki. Mi smo bili prva redakcija, ki je bila opremljena v Sloveniji z računalniki. Pred delom. Prva. Mi smo bili prva redakcija takrat. Vsi smo dobili takrat računalnike. In zame je bilo... Mikroada? Ja, izjačam. Zame je bil računalnik hud problem, ker takrat je bil to cel proces, preden si ti prišel noter v računalnik. Ti si mogel pisati pol ure, si pisal, preden si sploh noter prišel. A veš, mislim, to zame je bilo to tako, wow. In takrat je Franci Zavodov, ki je bil takrat odgovorni urednik, je rekel, da je z mano konc, da je z mojo kariero konc, da računalnik bo mene ubil, da je konc. In medtem, ko so drugi pisali vsi računalniki, se ne še tipkalni stroj pisal. In to je trajalo približno pol leta, ali pa 9 mesecev. 9 mesecev. In potem sem imel pa enkrat dovolj vsega tega. In sem poklical Ervina Hladnika in sem rekel, Ervin, daj povej mi, kako se dela na ta računalnik. In mi je v telefonu v 5 minutah razložil vse. In od takrat sem jaz postal neločljiv od računalnika in prav narobe gotovo sem, da je računalnik, ko bi rekel, da je osvoboditev zame. Mene je čudovito osvobodil. Namreč v smislu tega, da lahko tekste pišem tako, kot filme montirajo. Veš, da tekste pišem tako, kot filme snemajo, in montirajo pa in tako naprej. Da lahko uporabim vso to, vse to, s čimer se pravzaprav ukvarjam, da uporabim pri pisanju. Razumeš? Če jaz sem filmski kritik, to je moja osnovna vokacija, jaz sem filmski kritik. To, da jaz pišem zdaj v neki, Si že pozabil, ne? Ja, ekonomiji in tako naprej, to je pač, pišem zato, ker pač se mi zdi, da te stvari dosti lažje razložim, kot pa ekonomisti, ki so nagnjeni k temu, da vso to svojo znanost zavijajo v težak akademski jezik, žargon in tako naprej, kjer potem se pomalo vsi obnašajo tako, kot ti izumitelji finančnih produktov, ki so te finančne produkte strukturirali tako, da jih nišče ni razumel, in če jih jasno nišče ni razumel, da davkarija ni razumela, tako da so bili nepregledni, neobvladljivi in so šli lahko skozi vse posod in živeli pod radarjem, on stran zakonov, in to je to. Rekel, ti si ikona sledenja popularne kulture. In recimo po 11. septembru je vojna postala del, bolj kot kadarkoli. Neokonzervativci. Seveda, in potem s krizo tudi ekonomija. Ko si začel pisati vojni, zelo intenzivno, si potem začel zelo intenzivno pisati tudi ekonomiji kot praktično dveh novih kulturnih žanrih. Ja, glej, jaz se ne ukvarjam z ekonomijo pa z vojnami. Z ekonomijo se ukvarjajo, se ukvarja Karl Marx, ti se ukvarjajo z vojnami. Jaz se ukvarjam bolj z ideologijami, ki so zadej za tem. Tam pri tistih vojnah na 11. septembru, po 15. obdobje, je zadej ta ideologija neokonzervativna ideologija. Zdaj je pa s tem zadej pač jasno neoliberalna. Z tem našim slomom, zdaj, z tem 11. septembrom, po 11. septembru, je pa neoliberalna ideologija. Tako da se ukvarjam s tema dvema ideologijama in tako kot neokonzervativizma ni brez ideologije, tudi neoliberalizma ni brez ideologije. To je ideologija in neoliberalizma ena ista stvar. Ki govori tako ekstremno podobno. Ja, to nima pravzaprav z ekonomijo nobene zveze. Niti eno, niti drugo. Tako kot eno ni imelo nobene zveze s politiko, nima neoliberalizem nobene zveze z ekonomijo. Zato ker preprosto
je to sklop nekih pravljic in urbanih legend, ki grejo dobro v ušesa, ker zmeraj treba pa priti v ljudska srca. A veš, če hočeš ti nekaj doseči, če hočeš recimo poskrbeti za to, da te bodo ljudje s veseljem prodali svoje državne podjetja, svoje državne premoženje, in moraš prodati neko zgodbo. In ta zgodba je pač, država se mora umakniti iz gospodarstva. In to ljudem, jaz to preko korupcijo napihneš čez vse plafone, in potem jaz to ljudje rečem, normalno, država se mora umakniti iz gospodarstva. Saj to vodi le v korupcijo. Kot privatizacije pa ne. Ampak mi smo imeli prvo privatizacijo, smo imeli drugo, obe sta se končali s overdozom korupcije. Obe sta pravzaprav korupcijo izumila. Ta prva privatizacija je izumila korupcijo 1:0, 1,0, ta druga je izumila korupcijo 2,0, tretja, zdaj ravno kar, medtem ko govorimo, izumlja korupcijo 3,0. In vzpostavlja kot tej knjigi, kdo prej omremo, da je mrtev, vzpostavlja tudi družbo 2,0. Družbo, v kateri smo outsourcali telesa in duše. Telesa in duše in spanje. In spanje, ker smo po zaslugi novih tehnologij stalno na voljo. Tehnologija je pač tle, ni na naši strani v resnici, ker tehnologija nas sili, da smo stalno budni, da nikoli ne zaspimo, da spimo, da smo stalno na voljo, da po noč ob 2 dvignemo telefon, da stalno preverjamo, če nas kdo kliče, da se stalno odzivamo. To, da smo dostopni skozi. In tle je ves trik. In kapitalizem je pa vemo kaj, to je nek sistem, ki nikoli ne spi. Pošast, ki nikoli ne spi. To je to. In pošast, ki nikoli ne spi, rab hrano, ki nikoli ne spi. Mi smo pa se dobro ujeli s tem. Zveni to tako kot nek tak gigantski ego, kot gospodar, ki onemogoča osredotočenje, psihoanalitična reč. Ja, sam, veš, bi rekel, tle gospodar ne ve, da je odvisen od hlapcev. Veš, bi rekel, zdaj, ko ti stalno govorijo to, kako, bi rekel, bojo sindikati neki, pa kaj. Gospodar ne ve, da je odvisen od hlapcev. Seveda ne ve. Mislim, gospodar se lahko pokazati, da je odvisen od hlapcev. A veš, bi rekel, nek veliki sindikalist, ameriški, največji, tam tiste Avstralec, ko so ga potem vrli iz Amerike, ker je bil tujc, pa so ga deportirali, je rekel, če hočete, da dobijo delavci, da vem, višje plače takoj, pa takoj socialno zavarovanje, pa zdravstveno zavarovanje, pa mesec dopusta, pa ne vem kaj. Čisto enostavno. Ne vsi ne pridejo delati. Ne se začne generalni štrajk. Kompletno vsi. Pa rekel, bo gospodar takoj videl, od koga je odvisen. A je odvisen od borze, a je odvisen od svoje genialnosti, ali je odvisen od teh, ki, bi rekel, delajo za njim. Ali to je? 2011 in naprej, ne pozabi, da je danes Hosni Mubarak, osvobojem se obnožba, ampak mi grede to tak detalj. Ulice so bile polne, ulice so se polnile. Vsi smo mi pomale muslimani, tako vam rekel, da ne bi zdaj šel v globi, ki je tu. Da je rokca. Ampak 2 leti, mogoče 3, je bil val protestov zelo intenziven. Šelo se je v centrih krogih, sicer v bazenu, ker se je potem odbijalo nazaj. Zdelo se je, da prehajamo, vstopamo v čas upora. Morda smo tudi bili v tem uporu. Ampak danes, od koncev Franca Kanglerja do Hosnija Mubaraka, če vzajemo dva na videz podobna lika. Se pravno, vsi smo mi pomali muslimani. Kaj se je zgodilo? Zakaj so ulice prazne? Če gospodar se ne zaveda, da hlapci delajo za njim. Jaz mislim, da so razlogi taki, kot so od nekdaj razlogi. En razlog je ta, da pač preko nekdo mora vzdrževati napetost, nekdo mora revolucijo, upor, vstajo držati pri življenju. In ta, ki ne bi držal, to ni horizontala, to ni mi smo vsi enaki, to ni mi smo vsi zdaj gibanje. Nekdo mora biti vodja tega gibanja, nekdo mora to gibanje voditi. Neka skupina prepoznavna in neki obrazi. Prosti, mislim, to je bilo naivno pričakovati od teh, ki so se to šli, da bo stvar živela in dihala in imela
dolg rep, ne, ob tem, da mi nimamo voditeljev, mi nimamo hierarhije, mi nimamo tega. Smo anonimnosti. Ja, smo anonimnosti, to bi rekel to do neke točke. Pa ja, pa sej, na internetu je kompletno anonimen, seveda, fajn, super, ne. Razumeš, ne, vsi so anonimni, sej, veš, bi rekel, kaj, to je to. In to, ampak, veš, ta anonimnost se preparala, tleh se preparala, nišče ne bi nič več, vsi bi sam še anonimni, ne. Veš, vsi potem sam čakajo, da se smejijo tistmu, ki pa kaj počne. Razumeš, ne? In čakajo na nekoga, da gre anonimnega, da gre v politiko in potem ga v trenutku ubijajo, za sovražje in tako naprej. Skratka, a veš, lahko je biti anonimen, ne? To je najbolj fajn in najlažje je imeti rad, mislim, a veš, tako kot je lahko imeti rad anonimne, je imeti rad samo še mrtve, no, mislim, to je to. Pa ni v nekem trenutku se zdelo, da je stvar prestopila mejo, ko je mogoče zaiziti. Ne, tako lokalno kot globalno. Recimo, ne vem, konc leta 2012 na neko po seriji arabskih revolucij, seveda, ko so hitro sledile kontrarevolucije, ki so se dogajale neusporedno, ampak v istem času v Evropi, ne v zakovanjem teh novih. Ti ne smeš nikoli tleh podcenjevati druge strani, ne. Druga stran ima več denarja, ne. A veš, druga stran ima več denarja, ne. In bi rekel, ti danes ustaje ne moreš delati brez budžeta. In brez voditelja. In brez voditelja, možda brez budžeta. Mislim, druga stran ima preveč denarja, druga stran kontrolira medij, druga stran ima inštitute, mašinerijo ima, ne. Druga stran ima inštitute, odbore, akcijske komiteje, skratka vsega tega, so pri nas je tega razpasa, ne. In druga stran, kar je, mislim, če se pa ne kaže pozab, druga stran kontrolira anonimnost. Ti nikoli ne veš, kdo je ta anonimnež tam na ovni strani. Zdaj pravi, lahko je pes, ne. Ne, lahko je pač nekdo, ki so ga plačali za to, da veliko počne, kar počne. Mislim, a veš, veliko ta anonimnost na drugi strani je kontrolirana. Jaz te anonimnosti ne valjam in ne zaupam. Mislim, ne vem, a veš, mislim, internet je prepleten s to anonimnostjo, temelji na anonimnosti, ne. Gor so vsi anonimni in vsak anonimnež pa gor svoje mnenje, ne. Zdaj, čigavo je tisto mnenje? Ne vem, čigavo je tisto mnenje. Ne vem, kdo ga plačuje, nikoli ne vem. A veš, za nas novinarje, ne, ki se podpisujemo po to, kar počnemo, ne, stalno, a veš, moramo dokazovati, da ne, z nami ni nikoga. Ne. Tam pa bi rekel, hkrati, si predstavljaš, da bi mi v časopisih, ne, da bi bilo vse veliko pod pseudonimi, brez imen, da se ne verjel, kdo piše, ja, mislim. A veš, nihče ne bi verjel, tle pri internetu je pa ravno obratno, tle pa vsi verjamejo to, kar piše. Razumeš, ne? Da vsi verjamejo, ne? Še posebej v forumih in podpisih, popolni neodgovornosti za zelo, ki bi mogle nositi odgovornost. In prepovedal spletne komentarje pod novinarskimi teksti. Absolutno. Hvala Bogu. Absolutno. Če je podpisan, okej. Če pa ne je podpisan, pa ne se pogovarja doma sam s sabo. Mislim, tako je rekel, ne se še naprej pogovarja sam s sabo. Mislim, to je to. Sploh ne bi ti dosti filozofiral o tem. Zakaj? A veš, a obstaja argument? Ne, jaz sem za to, da se jih ukine, takoj, pak. In obstaja zelo ekstremen argument za to, ki se je zgodil pred nekaj... Ne, pa še nekaj, lahko se nekaj dodam. Mislim, ker to je popolno, to bi rekel generira samo popolno dvoličnost hinaloščino. Namreč, vsi, ne, so polni nekaj moralizma, ne. Vsi stalno moralizirajo o tem, kako nihče nima nobene odgovornosti, ne. Kako se vsi neodgovorno obnašajo, ne. Hkrati pa bi rekel, se vsi skrivajo za neko anonimnostjo, ne. Mislim, je to te isti, ki ti notar, veš, bi rekel, na teh spletnih komentarjih, ki razsujajo tam vse po vrst, ki so, bi rekel, neodgovorni, ne vem kakšni in tako naprej, ne, ki mislijo samo nase, ne. To so, hkrati so pa oni tisti, ki bi rekel, to neodgovornost dobesedno legitimirajo, razumeš, glorificirajo, ne. Se to počnejo, da to lahko počnejo, lastnikim to možno dajo. In hkrati še hujš, ne, a veš, bi rekel, to so tisti, ki drugim očitajo, da mislijo samo nase, ne, sami bi rekel, da počnejo drugega, kot da se pogovarjajo sami s sabo, ne, in strinjajo se samo z tistimi, ki se strinjajo z njimi. Ne. Skratka, to besedno vsak Slovenc, ne, ti tle postaja svoja lastna stranka. Ne. Veš, bi rekel, to je ta skrajna faza te forumske mentalitete do nas. Skrajna faza, forumske mentalitete, ki prevladuje tudi v uredniških kolegih, po mojem mnenju, se je žal v zelo tragični obliki zgodila pred nekimi urami smrtjo samomorom mariborskega ravnatelja.
To je na najbolj grob način pokazalo, da novinarstvo je vemo sunce, lahko nekaj spremeni. Skrajno grobo, skrajno svinjsko, grozotno. Zato bi rekel, se mi zdi smiselno na glas reči, da smo novinarji in uredniki lahko obsojeni na umor v tem, v imenu celega razreda. Ja, mislim, kdo bi rad kaj več o tem videl, si lahko preverjamo in tekst v zadnji mladini. Sem pisal ravno o tem, kam nas vodi, mislim, ena izmed po mojih poant, je bila ta, kam nas vodi to, kam to vodi nacijo, ki ne počne drugega, kot da samo še šviga in bega od enega viralnega hita, kot se temu reče, do drugega. Ne? Od ene senzacije do druge. In kjer je ne zanima popolnoma nič, ki je izgubila popoln pregled nad kompleksnostjo družbe in tako naprej, za občutljivost, za humanost in vse stvari, ne? In jo zanima samo še viralni hiti, ob katerih se vedno, ne, a veš bi rekel, jih klika, ne, z vsem entuziazmom navdušen in potem deli, ne, kot se reče, deli naprej, ne, ob tem malo moralizira, ne, ampak se celo zgraža včasih, ne, ampak hkrati pa neumorno klika in hoče, terja nove in nove viralne hite, jasno, vedno hujše. Tako da potem pride pač na konc do tega, kar se je zgodilo v Mariboru in bi rekel, pod vsem tem, kar se zgodi, se pač včasih kakšen človek tudi jasno zlom. Je to kolektivni zločin? Ja, to je bi rekel, prvi slovenski internetni umor. A ni? Absolutno. Ja, morda smo kakšnega spregledali. Ja, morda smo kakšnega spregledali, ampak ta norost je pač prišla pač do skrajnosti tle. Sej, pri nas se je to zdaj končalo samomora. Drugod so že imeli samomore zaradi tega, ne? In verjetno, da to, bi rekel, ne bo zadnji, ne? Kot rekel, pripadnik ogrožene vrste družbeno angažiranih intelektualcev vse čas intenzivno posegaš ta prostor. A je to proletizem? Se ti zdi, dokdaj lahko tako intenzivno razbijaš glavo v zid? A je pozitivnega feedbacka in nekega... Vse zato nas plačujejo. Rudarje plačujejo zato, da si razbijajo glavo v rudnikih, razumeš? Politike plačujemo zato, da si razbijajo glave, a veš, tam, kjer si jih razbijajo, ne? Nas plačuje zato, da si razbijamo glave s tem, ne? Je se vse nesatisfakcija nek do dobro napolnim poziček in malca s frendi, ne? Lej, zdaj v času, ko so vsi, ne, obsedeni z internetom, ne? Vsi sam, bi rekel, počnejo, tweetajo in ne vem kaj, in fejsajo, ne? In delijo, ne, viralne hite, ne? In ko se je vsem potrpežljivost blazno zmanjšala, ne? Strpnost zmanjšala, ne? Tako da od vsakega teksta, ne, preberejo sam 10 vrstic, ne, in ko najbolj uživajo teh 30-sekundnih soundbitih, ne, kot se reče, ne, lej, je pač ta, ki bere knjige, ne, živi fosil. Ne, živi fosil, je v strukturni prednosti pred njimi. V strukturni prednosti iz preprostega razloga, ker skozi knjige si ti lahko ustvariš sliko sveta, lahko zapopadeš kompleksnost tega sveta, v katerem živimo. In ta svet je vendarle malo bolj kompleksen od viralnih hitov, razumeš, ki krožijo, ne? In ki definirajo svetovni nazor večine. A veš? Ti imaš prednost, a veš, ti imaš veliko prednost, ne? In preko na nas, ki beremo knjige, ne? In tle pač je veliko takih ljudi, na nas je pač, da posredujemo naprej to, kar smo prebrali. A veš, to je to. To je naša... Če tega mi ne bomo počeli, drugih ni. Drugi so vsi na pametnjakovičih. A veš, mislim, to je... Jaz mislim, da bi rekel, kompleksnost sveta ne gre v 160 znakov. Ne gre. Si pripadnik generacije, ki je mogoče družbeno najbolj aktivna, druga polovica 80-ih, ko so mediji, intelektualci, mladi, starejši, aktivno delovali tudi koncev politično, ne da bi to vedeli ali pa da bi to zelo dobro vedeli.
In to je bil čas, ki je bil punk tako kot mainstreama, ne. Ko je bila tisto, kar se nam zdi zdaj nekaj blazno progresivno, alternativnega, takrat skoraj nekaj najbolj normalnega. Ne. Zdaj se pa, fakt, na študentskih žurih se, oprostite mi, Modrijani, posluša njih. Ja. Ne. Kaj se je zgodilo? A je to zdaj moja iluzija, kar sem se mi postaral, pa se mi zdi, da je družba bistveno manj progresivna, da smo mi postali skrajno konzervativni? Tako je. Zdaj, običajno se rekli, da je šla Slovenija na vas, ne. Ampak v bistvu je vas prišla v Ljubljano. Ne. Zdaj, to, da je vas prišla v Ljubljano, je pač bi verjetno tem lahko veliko več povedal od mene Zoran Janković, ne, ki je župan tega mesta in ki je pustil, da bi rekel v centru mesta, v urbanosti, igrajo pač narodnjaki. Ne. Da pač tam turbo nastopa kot popolnoma neki ne vem kaj. Ne. Skratka, mesto, ne, mora svojo urbanost ščititi. Ne. Mesto mora ščititi. Ne. Mesto se mora znebiti. Včasih so se v mesto stekale najboljše stvari. Včasih so se v mesto stekale najboljše stvari. Najboljše stvari so se stekalo v mesto. Potem so začele te najboljše stvari prevzemati, veš, bi rekel, razne oblike. Ne, zdaj, in nenadoma je, bi rekel, sred mesta, Veselica. Zdaj, Veselica, ne vem, če je njih, bi rekel, najbolj urbana stvar. Je pa nekaj res, da je Ljubljana sestavljena iz samih narodnjakov, iz samih, bi rekel, ljudi, ki so prišli iz zaledja. Čistih Ljubljančanov, avtentičnih, unih avtohtonih Ljubljančanov ni. Tako da mene najbolj zgrozili vedno, ko so Ljubljančani težili zaradi urbanosti. Pritoževali so se zaradi urbanosti, ker je pa na glas. Ker je zraven njih Tiskov AV, ker je zraven njih K4, ker je zraven njih to. Skratka, sami so začeli urbanost odganjati. In tle se mi zdi, da je eden izmed glavnih ključev. Tle bi rekel, so Ljubljano napolnili ljudje, ki pač niso urbani, in so začeli, bi rekel, urbanost izganjati ven. To se mi zdi, zakaj bi se človek v urbano mesto selil, če ne mara nič od urbanosti, če ga vsa urbanost moti. Tega nisem nikoli razumel. In posledično nisem nikoli razumel, zakaj župani to tolerirajo. Zakaj župani ne ščitijo urbanosti? Zakaj ne ščitijo? Urbanost je vendarle, bi rekel, pomembna stvar. Če ti nimaš urbanosti, si ti lahko zgodi nekaj takega, kot ob deindustrializaciji kompletne države. To je nekaj takega, kot ti glavno mesto deurbaniziraš, se ti zgodi nekaj takega kot državo, ko jo deindustrializiraš. Zgodiš kritično maso. Ja, pa tukaj pri nas je šlo eno z drugim lepo. Deurbanizacija Ljubljane in deindustrializacija razumeš Slovenije. Vsa delovna mesta so odpotovala, pač to, kot je bil trend vse posod. Mi smo tle še pretiravali in to je imel stalno, bi rekel, navdušen pozdrav množic. Se pravi, ljudska množica so kolaborirala s tem veselo. Ljudstvo je tudi, veš, bi rekel, vi ste imeli v delu takrat anketo o tem, bi rekel, je treba državno premoženje prodati. In zdaj ste imeli enkrat, ne zdaj nazadnje, ampak pred enim letom nekaj takega. In takrat je bilo pač velika večina, zato da se to takoj proda. Ampak zakaj? Ker jaz od tega niste povedali. Zato, ker je bil takrat v zraku zakon o nepremičninskem davku. In so vsi ljudje rekli, to pa ne, jaz pa ne rajš prodaja državno premoženje. Ja, seveda, zato se prodaja državno premoženje. Zdaj, nepremičninskega davka ni več v zraku, zato so zdaj spet vsi zato, da se ga ne prodaja. Ampak tle vidiš, koliko je ljudstvo pravzaprav voljni izvrševalec, podizvajalec vseh teh politik, ki grejo ljudstvo najbolj na živce. Skratka, tle imaš to isto stvar, ki imaš pri forumski mentaliteti. Zgražam se, obdečen, ampak to živahno klikam in pošiljam naprej.
To je ta ista dvoličnost, ne, ki nas pravzaprav tlele ne pele delač, ampak nas pele tudi ne samo do tega, kar si prej omenil, ne, tudi še mislim, vodno s kolektivni samomor. Ja, to sem hotel reči, to kot ritual. V prostik se ti snil z jezik. Ja, je torej mogoče sploh še reči, logično se ponuja Margaret Thatcher tukaj, ali nekaj takega, kot je družba še obstaja? Ja, viš kaj, tako se govori ne, o Margaret Thatcher, ne, to je tudi zaregano, ne, oba sta bila družba ne obstaja več, ok, tle se potem nekako zgodba konča, ampak zgodba je, če malo pomisliš, ne, je imela ta zgodba dosti zanimivo nadaljevanje, ne, potem sta prišla Tony Blair, ne, v Angliji, ne, na mest Margaret Thatcher, no, še dobro, Major je bil mest, mislim, ali se ni važno, Tony Blair, ne, kot socialni demokrat, ne, nekdanji tretji, ne, ja, pa na drugi strani pa Bill Clinton, ne, kot neka sorta ameriškega socialdemokrata, ne. In zdaj, kaj sta pa ona dva? A veš tist, ne? Zdaj, ona dva sta uspešno družbo razstavljala, ne, družba ne obstaja več in je več, ne. Te dva sta pa, namesto da bi družbo vzpostavila nazaj, ne, sta pa ljudem prodala zgodbo, ne, da je družba sočustvovanje. Da je družba sočustvovanje. Pa pazi, to sočustvovanje, veš, spomnim se, Clinton ne, je začel nenadoma hoditi na vse katastrofe, ki so se zgodile. Ne. A veš, on je bil glavni žalovalec. Ne. Zdaj, a veš, preko, ne, žalovanje ne, je nadomestek za družbo. Ne. To sočustvovanje, žalovanje, ne, to je nekaj, kar je nadomestek za tiste družbene vizije, ki držijo človeštvo skupaj. Ne. Simpatija stari grščin usmiljanje. Ja, si to, je to. Ne. Ampak, a veš, veliko, jaz levica, ne, ta levica, ne, je včasih zelo naivna, ne. In, a veš, si nekako tako predstavlja, da veliko, vsak človek rab svojega socialnega delavca, ne. Jaz kljub temu, ne, da ne, sem tak in tak, ne, mislim, ne mislim tako, ne. Mislim, da je to velika napaka, ne. Ne rab vsak socialnega delavca, ampak te dobesedno ironija ta neoliberalizem, ne, sili, ne, ljudi, ne, v to, da bodo imeli vsak svojega socialnega delavca in narobe, če hujše, kompletno družbo, ne, silijo v to neko terapevtsko, žalovalsko družbo simpatiziranja, ne, in zato tudi ni naključje, da so, bi rekel, ta filantropija in tako naprej, ne, s tem povezana teh magnatov, ne, ki Žižek je fantastično opisal, ne, a veš, ne, že nekajkrat, ne, tako bi rekel, ne, tako da je to. Ko spremljaš stvari od nek način delač, ne, se po mojemu pisanju zdi, da si zelo blizu, ne, bi rekel, socialna stisko, ki jo iz Grčije recimo ne spremljaš, uživa v tvojih tekstih čutati, ne? Je čas, da napišeš roman? Ja, veš kaj, tle, imam čutek, da sem tle pa malo Slovence, no, da... namreč, a veš, Slovencem tako fikcija dela probleme od nekde, ne? Mislim, mi storytellerji nismo, nikoli bliza res, ne. Zato so bili te romani tudi slovenski dolg časa, spomnim se, ne, zelo kratki. V bistvu so bile novele objavljene kot romani, ne. Slovenci so bili bolj za te krajše oblike, so nam šle, krajše forme, ne, od gazele do soneta in tako naprej, ne. Romani nam pa niso šli, ne, zlasti te, bi rekel, ki so temeljili na nekim, na fikciji, ne, ki so res pričakovali, bi rekel, ki so res predpostavljali fikcijo, ne. Tam nas je pa zmeri zmanjkalo in tle sem jaz malo Slovenci, prej bi začel komu govoriti, ne, mislim, da ne, potem posnem film. Se živi to gleda, ne? Se to živi in gleda, se živi ta film. Ne da bi vedel. Ja, se igra, ja, v najbližjem kinu. Tako, seveda. Ja, na televizijo prežgeš, pa ti igra vsak dan. Ja, tako da tle sem malo Slovenca, no, da sem malo preveč Slovenca. To je absolutno premehek argument. Kaj? To je premalo. Kaj pa? Ja, imam argument.
kako bo Rubel to shendlo, da je 5-6 romanov na leto. Ampak jih nosiš vse, ikre. Ne, lej, prvi ti bi rekel, veš, recimo Stephen King ne, je izumil ta, on je bil pravzaprav, ni ga izumil, ampak, veš, tako, pri njemu sem se, bil ta prvi, pri katerem sem najprej pomislil na to, da piše tako debele romane, ne, to ima same špeka v glavu, ne, da piše tako debele romane iz enega samega razloga, zato, da bi ubil konkurenco, ne. Skratka, kupaš njegov roman in ga potem bereš cel let, ne. Skratka, nimaš časa brati ostalih romanov, ne, in potem, ne, ko je leto naokoli, prideš on spet svojim, ne, in ti si vidiš, a veš, ker obstaja tudi ciklus, ne. Popolna frekvenca. Ja, spet ne, kupaš njegovega, a veš, naslednjega, ne, in tako naprej, ne, in ga imaš do smrti, ne, in do smrti bereš Stephena Kinga, ne. Jaz sem on v bistvu toliko hitro piše, kot ostali berejo, ne, kar pa je v bistvu zelo blister. Ne, on pa je fenomen, ker če pomislim, kaj je napisal še zraven, ker on ti moš vedeti, ne, on, da ne bi ubil, da bi ubijal konkurenco, ne pa samega sebe, ne, s svojimi drugimi romani, in kup romanov, kup knjig pisal pod pseudonimi, ne, Richard Bachman in tako naprej. Skratka, in kup pseudonimov si je zmislil zato, da, a veš, rekel, v tej dobi narcizma, ne, je to, se mi zdi, tako velik dosežek. Alternativno, ja, to, da objaviš, egocentrično. Ne, to, da objaviš ti tam, rekel, 20-30 romanov pod, veš, pod tujimi imeni, niti nočeš, da bi kdorkoli kje, a me razumeš, ne, to pol, čez 20 let jih objaviš pod, ne, pod svojim še, ampak to, da jih objaviš pod svojim imenom, je, mislim, govori le o veličini človeka, no. Absolutno. Ja, pa če pomisliš, da je bil še vmes polovico življenja z junkie, pa drugo polovico življenja alkoholik, pa da ga je vmes tovrnak zbal, kaj že, na avto, ne tam, tako naprej, ne. Kako mu je uspel, ne. A veš, to je ta ista finta, kot pri Cankarju, ne, veš, veliko, ki pravi, da je bil Cankar pijanc, ne. Živ 42 let, sprav, dela so to, da ni konca, ne, živijo v času, ko ni bilo interneta, računalnika in tako naprej, ki se je pisal s kunim kulim peresom, ne, ko je mogel vsako stran posebej nest, kaj, razumeš, ne, kdaj bi bil pijan. Sicer, Marjan Dogan je zanče rekel tako, ker, ampak to je bil bolj joke z njegove strani, ki je bil malo nepripravljen po moje, na moje zahtevno vprašanje. Je rekel, da ja, glej, njegovi romani, da to naprej so bili blazno trki, ne, to je res, ne, ampak če gledaš pa zbrana dela njegove, ne, je pa to, ne, 35 knjig, takih debelih, ne, je res, da je veliko pisem noter, ne, ampak to je bil čas, ne, ko so ljudje še pisali pisma, ne, in pisma, ne, so bila literarni dogodki, ne. To je literarna dela. Takrat so napisali literarna dela in takrat je tudi prav, da so jih zbirali v... Predstavljaj si, da bi zdaj kdo tvoje maile izbral tiste v knjige. To je nemudna hospitalizacija. Ja, mislim, ne. Najprej tebe pa bolj še Rubel. Najprej tebe pa bolj še Rubel. Pa Baskar. On je bolj previden. Ja, on je na trgu, kaj veš, če? Mislim, razlika, zdaj pa nujen preskoka, ne, to, ko slovenščino bereš, se zdi, da je to zelo živ jezik, ne? Težak jezik. Težaka živ, ne? Težak. Ko jo pa slišiš v filmih in predvsem gledališčih, je pa še 26krat težji, pa zelo neživ. In to skoraj brez izjeme, ki bi potrdila to pravilo. Ja. Kaj je robe? Zakaj je to tako? Veš kaj? To ti vrš čas pišeš v filmih. Veš kaj, meni se to enkrat posvetilo, kje je problem. Jaz radija ne poslušam v glavno, ne? V avtu, če že poslušam, imam tam neke CD-je, pa to vrtim si pol tam, ne? Ampak zadnji sem pa enkrat, ne, pred časom, ne, sem pa radio poslušal, ne. In so se mi tako v glavo zalepili, v ušesa so se mi zalepili špikari, voditelji, te, ki berejo, bodi si poročila, no, ta veš, bodi si, ne vem, karkoli, ne, tam, ne. In sem ugotovil, da pravzaprav govorijo, izgovarjajo stavke, fraze, ki jih živ človek ne izgovori v Sloveniji več. Mislim, jaz, pazi, to, kar oni izgovarjajo, stavke, ki jih oni, fraze, tudi sintakso in se naprej, besede, ki jih uporabljajo, to je vse nekaj, česar ti v slovenščini danes ne srečaš več. Zlasti pa ne v tej živi pogovorni slovenščini. Ni šans, ne. In tle sem si rekel, mislim, če to ti neki ljudje, ki so neki radijski ljudje, ne, ki skušajo biti blazno simpatični, razumeš, priljudni, ne, v toku časa, ne, zmeri, ne, a veš, hipsterski, ne. Zdaj, če hipsteri, ne, govorijo tako, ne. S toliko nedoločniki, ja. Ja,
kako lahko pričakujem porestu, razumeš, od slovenskega dramskega igralca, ki obvlada pravilno tehniko dihanja, ne, da bo, razumeš, govoril kaj drugače. Ampak trik je ravno te, mi imamo svoj knjižni jezik, ne, imamo očitno svoj radijski jezik, ne, imamo tudi verjetno radijski jezik, nimamo pa filmskega jezika, nimamo filmskega jezika. Filmski jezik je pa vse pozor zrasel v glavnem z ceste, ne. Z ceste je pa šel z pogovorne slovenščine. Pogovorna slovenščina je pa po Sloveniji zmeri anatema. Ne? Anatema. In pač Slovenci so tako, zdaj pa zmeri razcepljeni, ne? Govorijo to pogovorno slovenščino, zdaj ko pridejo pa na televizijo, ali pa ko morajo kjerkoli nastopati, ne? Se jim zgodi pa tisto najhujše. Medtem, ko govorijo slovenščino, morajo začeti misliti na strukturo jezika. Ne? In potem zgrešijo, jasno. To je neko bohodanstvo, ne upodabljamo preroka. Ja, seveda, ampak stalno kiksajo, ne? Stalno se zgubljajo, ne? A veš, vse narobe, ne gre, lomijo se, zato, ker morajo, v hipu, ko začneš ti, medtem, ko govori, misliti na strukturo jezika, udaš njim, ne? Ti spodleti, ne? To ne gre, ne? In to, ne? Tle nekje se mi zdaj gibljamo, tle nekje se lovimo, ampak to je nič novega. Tle se lovimo mi zdaj že zadnjih, tam v začetku 70, konc 60 potekala debata, ravno Marjan Rožanci v eni izmed udeležencev te takrat, ko rekel, multidisciplinarne debate o jeziku v slovenskem filmu. A veš, ne? In takrat so pač nekako Pirev celo takrat nekaj teh lucidnih, ne? Ker je rekel, da Slovenc ima ta problem, ne, da skuša z vsako besedo, z vsakim stavkom, ki ga izreči celokupnost slovenske samobitnosti. Kar je res. Pomisli, v slovenskem filmu, kaj me tako glede? Ti dam primer, poglej, v slovenskem filmu gre nekdo tankat benzin. Zdaj, v vsakem normalnem filmu se to zgodi popolnoma brez besed. V slovenskem filmu ti bo igralec, dramski, pač bi rekel, s pravilno tehniko dihanja, ne, odrecitiral nekaj vmes. A razumeš? No, pa bi ga vendarle 10 litrov, kaj ne. A razumeš? Nekaj v tem smislu, ne. A veš, še to ne moram postoriti, a veš. Ne? Razumeš? Mislim, tle je to, ne, a razumeš? On izreče, tle je visoka maša slovenščine, ne. To je to Oton Župančiča, razumeš? Tle je Duma. A razumeš? Tako, kad se Dumo recitira, se recitira tist, dajte mi kilo kruha. A veš, razumeš? Ne, to na isti način. Vsa Slovenija se ti zgodi. Vsa slovenska zgodovina je v tem stavku noter. Razumeš? Kompletna celokupnost slovenskega, a veš, odporniškega gibanja proti potručevanju je kleno. Mislim, ni lahko biti Slovenc. Ni lahko. Knjižni jezik, preveden na filmski trak je uporno, kako? To kaj več gre? Ja, se takrat so nekako ugotovili to, da nekako naravno stanje slovenskega filma je nemi film, ne. To je želja mnogih izmed nas, po mojem. Ja, pa se smo jih ne zadnja leta. To ja, Ekspres je bil uspešen. Ja, no, brez dialogov. Njemi prav niso čisto zares, ne, ampak brez dialogov. Ja, brez dialogov, seveda. Pa tudi Burger ga je posnel, pa tako naprej. Zato je neka globoka psihopatologija, ne? Ja, bi rekel, je to travma. Se tako redko preseže, kako očitna je. Vsak režiser se tega upam zaveda, vsak scenarist se boji, da bo zvenel njegov tekst kot delik zbranih Romana Hočarja. Ja, sam rekel, naloga scenarista je, da piše take dialoge, ne, skratka, da ima malo posluha, da zna poslušati to, kar je napisal, ne. Samo so govorne vaje, pa dihanje. Ja, potem pa je pa problem tehnega gibanja. To dihanje to pa ubija. Ja, ker pri nas je nekako bi zmeri greh, ne, če se ni slišal vsakega zloga. Ne, ampak, rekel, ko se mi pogovarjamo, ne, požiramo besede, ne, požiramo zloge, ne, izgovarjamo besede na pol. Razumeš, ne? In natanko to počnejo vsi vse tiste kinematografije, ki so to, recimo, presegle, to travmo, ne? In nimajo tega problema, ne? Je pa nekaj res, ne? Da slovenski filmom zelo paše
sodelovati na tujih festivalih, kjer slovenčine ne razumejo. Zato tudi tam dobivajo potem nagrade. Ja, seveda, jasno. Ja, ne, to je vzkos, to je jasno. Lej, mislim, da, ja, čakaj, a ti veš, da je Kitajci igra dobro? Tiste čajne. Ja, nimam pojma, evo, blage veze nima. Tudi za Rusa nema je igral dobro. Pazi, za te Amerikance, za Hollywood, te imamo že občutek, ker znamo vsi angliški, ki ga prej smo na to navajali. Pri Italijanih je že malo problem. In se nam, veš, ki tako malo tle smo zraven meje, pa malo italijansk znamo in se nam zdi, da Italijani pa že niso tako dobri igralci. In res niso. Ja, ampak za Francoze pa že ne vemo. Veš, ker francoščin pa vendar nismo tako večni, tako domača. Za francoski igralci že ne vemo, ali so dobri. A veš, mislim, Gerard Depardieu igra v 10 filmih na let, veš, vsakem je isti, ne, pa dobi, ne vem, pol, razumeš, nagrado sam za enega. Zakaj, veš, mislim, pa za vseh 10 filmih, veš, pak ne, očitno obstajajo nijanse, ne, nam se zdi pa vseh 10 isti, ne. No, ti si tudi dobil nagrado sam za eno izmed 80 velikov, ali pa 120, ne? Evo, slovenski Gerard Depardieu. Ja, ni lahko, ne. Ampak, malo tako vprašanje, ne, hecno, ko si prej o Kingu govoril, ne, da ima vrhunsko frekvenco, v bistvu, da s tem tudi dobija konkurenco, ne. Ja. A ti nimaš konkurence, ne, ali ne, si konkurenca sam sebi, glede na to, da to hitro pišeš, da na nek način ritualno ubiješ prejšnjo knjigo, ki je išla ta isti dan, ki je druga narejena. Jaz sem slaba novica tam za ložbo Unko, tako da to je... Ja, jaz pač to počnem, sam bi rekel, tle je drug trg, tako da v bistvu se, po moje, nobena moja knjiga se res ne splača, no, tako bi rekel, tako da ni teh skušnjav, ni teh problemov. Tam imajo popravke s pravim trgom, ker pri nas nekako, po moje, knjižni trg ni pravi trg pri nas, no. In tako bi rekel, manjka je, boljše, ker predstavljaj si nekaj, veš, nekaj ne smeš pozabiti, ne. Posebej mi vsi tle, ki živimo v tej Sloveniji, ne smemo pozabiti, ne. Eden izmed razlogov, zakaj smo se odcepili, ne, zakaj smo šli na svoje, je bil tak, ker smo hoteli demokracijo. In demokracija predpostavlja, nismo hoteli več cenzure, ne. Dost smo od nobene cenzure več, nobene cenzure. Ampak, a veš, tle smo prišli zdaj pa nek kapitalizem, ne, ki slavi trg, kjer je trg glavna stvar, ne. In zdaj tle ti pa trg postane cenzor. A veš, trg ti postane cenzor. Skozi gre samo to, kar trg sprejme. To, kar se bo tržno obneslo in tako naprej. Ampak razumeš, to, kar je tržno vzdržno, to, kar se bo izplačalo, ne. Skratka, a veš, vse ostalo, ne, pa ne gre skozi. No, na slovensko založništvo se mi kolega tam neko moje ne bi stril nastavil, a? V Sloveniji gre ogromno skozi, imamo še kar veliko konvencije. Vem, pa tle imaš opravka z založnikom, ki pač na to malo drugače gleda. Ker če ne bi, ja, ne, ti moš nekaj povedati, ta založnik je vendarle, rekel, založnik, ki je poslovnež, ne, in kljub svoji poslovnosti, ne, je ene 2 leti zaporedoma izdal po 6 mojih knjig na let. Skratka, tega ne bi nihče naredil, ki bi gledal na to skozi logiko trga, ker to ne zdrži nobene tržne logike. Zakaj bi ti izdal 6 knjig, si si pa samo o tem govoril, ne? Ampak, tle to, ne, to je edina stvar, ki nas še loči od cenzure. A veš, cenzure, ki jo bo ustvaril trg, v hipu, ko mi pristanemo in ko ti iz slovenskega trga, sej upam, da samo ni edini, ne, na tem trgu slovenskega, ne, ampak v hipu, ko ti izginejo taki založniki, ne, te novodobni šventneri, ne, ko ti te izginejo z trga, ne, mislim, bo trg nastopil kot cenzura, ker se ti bo potem, a veš, to se potem, veš, preko iz enega sektorja, ne, razširi vse ostale sektorje, ne, pri nas, tako, kot se brezplačno, neplačeno pripravništvo iz javnega sektorja, iz javne prakse, ja, se v privatni sektor, vse je, s hitrostjo viralnega hita. Ampak, nekako konsistentno s tem se zdi, da se ti ves čas nekam absolutno modi. V pisanju, v govorjenju, v telesni mimiki. Veš kaj, lej, Zmislite. Jaz imam ta problem, da sem Slovenc, kljub temu, ne. Spet? Ja, imam problem. Lej, Slovenc, sem ti rekel, ne, v hipu, ko začne Slovenc govoriti in obenem misliti na strukturo in pravilno tehniko dihanja in te reči, ne, omahne. In jaz imam tudi ta problem. Jaz, če govorim hitro, ne, je to moj
moj tempo, moj ritem, lahko tudi mislim, ne? Lahko kaj povem. Če začnem govoriti počasno, ni nič zmanjno. In natanko tako je s pisanjem. Jaz, če ne pišem dosti hitro, če nimam, ne pišem tako, da bi jaz to, da se razumem, trpim ob tem. Mislim, to je garancija, to je garancija, sam veš. No. Nekomu je odleglo. Ja, to ni to lahka stvar, mislim, ni to čist simpel, ne. Ni to čist simpel, ne. Ampak, veš, če bi to počel, ne, tako, kot recimo to počne kakšen svobodni umetnik, ne, ki bi rekel, da to počne, ko dobi navdih, ne. Ko si človek vzame čas, ja, si vzame čas, iščeš, ko ne zgrabi navdih, ko ga navdih, ko pride navdih, ne, mislim, da ne bi nič naredil. Tako da jaz, mislim, ta deadline, ne, deadline od Boga poslali. Deadline od Boga poslali. Ker v hipu, ko imaš ti deadline, ne, postanejo stvari resne. Prej, ko boš mrtev, ne boš mrtev. Ja, postane stvari resne. Ni, a veš, to ni več generalka, zdaj gre za res, da moraš vse od sebe. A veš, to je to, tle je roža, tle pleši, to je to. Zdaj moraš napisati, ni, kaj imaš ti, bi rekel, kaj čakaš na inspiracijo, bo prišla, ne, enkrat, ne. In takrat boš pol ustvarjal, pol bo enkrat, čez 3 mesece boš tekst dokončal pa ga dal. Ne. In potem je to tudi običajno zgleda kot tekst nekoga, ne, ki čaka na inspiracijo, če ne razumeš. In nekoga, ki je sposoben maraton alfata sprintov v resnici. Kaj? Tekst kot nekoga, ki je, če bi rekel, si sposoben v svojo disciplino, maraton sposoben v sprintu alfata. Ja, in to na visokem pulzu očitno. Ja. Zato to tako eskapistično zveni, ne? Obrambno, mehansko. Ja, v Sloveniji so dolge zime. Seveda, dolge zime, 2-krat slovenski argument, spet smo tam. Ja, glej, ampak to je dobro. Mi imamo geografsko, tako, za nekoga, literarni, piše, ja, predstavljaj si, ja, jaz, ne vem, Mediteran, ne, a veš, ni ravno geografska lokacija, ki bi klicala po pisanju in tako naprej. Tam so sieste, tam je čist drug, veš, mislim, tam je sonce, greš ven in tako naprej. Skratka, ogromno skušnjavlja, ne, tam. Tam je Satan, ne. Tle ni žena presa, ne, razumeš? Mi smo Božja njiva, tle je odlično. Tle je zato, da pišeš, mislim, lej, si motiviran zato, ker je svino okrog tebe skozi. Kaj boš pa počeli? To je to. Se kdaj ustrašiš lastne vse prisotnosti? Tega, da si v bistvu, ko se reče Tom in Jerry, proces špančin, da v bistvu se to izgovori v enem zlogu, tako rekoč. Da postaneš javna last? Ne, da zmeri si rečem, saj tam Žižek. Saj tam Žižek. A veš, ne, tako, mislim, tako veš, pridem tam v knjigarno, pa zagledam svojo novo knjigo, ne, pa zraven zagledam 2 Žižkovi, 2-krat tako debeli. V angleščini, veš, v cel svetu grejo, ne, če rečem, okej, mislim. Ne, nobene potrebe ni, da bi imel kakšen občutek krivde. To je to, si rečem, da Žižek neha, da začne abstinirati. Nema problem. Ob tem se ne naveličaj sebe, hvala ti. Hvala.